Na kaj je treba še posebej paziti pri pripravi projektov Obzorje 2020? Torej, razlika med prejšnjimi programi pa tem programom je to, da Evropska komisija želi, da so projekti zelo realni pa bliže trgu. Tako da tisto, kar se ponavadi zgodi ali pa se je dogajalo v preteklosti, je bilo to, da so projekti bili zelo močno razvojno orientirani pa manj implementacijsko in v bistvu se ni videlo, kakšen je končni rezultat. Se pravi, to je ena od ključnih napak, ki so jih ponavadi prijavitelji delali. Druga zadeva je ta, da podjetja, ali pa vsem organizacije in podjetja, ki sodelujejo po teh razpisih, ne sodelujejo pri razpisih zato, ker bi na razpisih želeli biti, ampak ker mora to slediti neki njihovi poslovni viziji. Drugače je to stran proč vržen denar. Naslednja taka stvar, ki se dostikrat pojavi, je to, da je konzorcij, ki ga te podjetja zberejo, oziroma v konzorciju, v katerega prideš, ni koherenten, ni homogen, se vidi, da recimo partneri niso sodelovali in evalvator načeloma ne verjame, da taka zadeva lahko sploh uspe na koncu. To je visok rizik. In pa seveda ideja. Ta ideja, ki mora iti skozi celoten projekt, ko jo tisti, ki piše projekt, ki piše proposal, dahne in takrat, ko evalvator prebere prvi stavek, reče, yes, to je to. To so osnovne karakteristike uspešnega proposala.